Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Pomagam ti, da postaviš sebe na prvo mesto in začutiš svojo vrednost. Dostikrat dobim vprašanje glede različnih tehnik za osebno rast oziroma osebno transformacijo. Miran, kaj misliš glede neurolingvističnega programiranja? Kaj misliš glede hipnoze, glede ponovne povezave, access barsov? Tehnike mnogo, hipnoterapije. Tehnike so super in zagotovo delujejo za določeno količino, za določen tip ljudi. Vendar zavedati se moramo, da so vse tehnike samo orodja, ki nam pomagajo premagati oziroma premostiti določeno težavo, ki nam pomagajo pri določeni transformaciji. Poglejte, seveda tukaj moram poudariti, da mnogo izmed teh coachov, ki zagovarjajo te tehnike, se ne bo strinjalo z mano. Ampak če pogledamo malo bolj podrobno. Naprimer, če pogledamo orodja. Kladivo je čudovito orodje. S kladivom lahko popraviš velik del avtomobila, ampak celotnega avtomobila ne moreš popraviti. Ravno tako, če želiš narediti neko delo pri hiši. S kladivom lahko popraviš ogromno, lahko tudi ogromno poškoduješ, če ne znaš uporabljati kladiva. Ampak kladivo je samo eno izmed orodij, ki ti pomaga, da dobiš nek končni rezultat. In ravno tako se moramo zavedati, da vse te tehnike, kot so neurolingvistično programiranje, hipnoza, psihoterapije, razne povezave, meditacije, so samo eno izmed orodij, ki jih dejansko moramo imeti v naši škatli za orodja. To pomeni, nobena tehnika ni boljša, nobena tehnika ni slabša, je samo tehnika, ki nam v neki fazi pomaga na naši poti do našega razvoja. Jaz lahko rečem iz svojih izkušenj, sam sem dal skozi kar precej nekih stvari, precej težav, precej sem se boril, v bistvu sem bil res v precej hudi situaciji, in dejansko skozi svojo pot sem razvil, zbral in dejansko priredil nek sklop tehnik, ki ga imenujem sistem treninga, ki ga sedaj uporabljam pri sebi in pri mojih učencih. Če vas zanima, vam z veseljem predstavim, me kontaktirajte. Ampak za danes je najbolj pomembno resnično, da se zavedamo, da so vse te tehnike samo orodja, ki nam lahko zagotovo ogromno pomagajo, ampak niso vse obsegajoča in niso sama sebi v bistvu končni cilj in končno orodje, kot ga nažalost ogromno coachov in učiteljev razglaša. To pomeni, karkoli ste že naleteli na svoji poti, če že sprašujete, ali je ta tehnika pravilna, zagotovo, če vas zamika, če čutite, če vas nekaj vleče do te tehnike, zagotovo se jo splača preizkusiti. Zagotovo je ta tehnika prava. Ravno tako kot recimo sprašujejo, ali je ta učitelj pravi. Mogoče je, mogoče v tem trenutku, zagotovo v tem trenutku je. Ampak mogoče čez pol leta, mogoče čez eno leto, mogoče že čez en dan bo dejansko treba to zadevo nadgraditi. Danes s kladivom lahko nekaj popravim. Jutri bom potreboval izvijače, bom potreboval klešče, bom potreboval ostalo orodje, da lahko naredim nov čudovit izdelek. In ta čudovit izdelek ste vi. To je bilo moje sporočilo za danes. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, postavite se res na prvo mesto, začutite svojo vrednost in vas do naslednjič pozdravljam.